Blaž Torkar, zaposlen v Centru vojaških šol Slovenske vojske v Mariboru. Pogovarjali se bomo o nastanku Slovenske vojske v času osamosvajanja Republike Slovenije. Kako je potekalo to nastajanje Slovenske vojske v procesu osamosvajanja Slovenije? Slovenska vojska je izšla iz teritorialne obrambe. Uradno beležimo njen nastanek v mesecu januarju leta 1995. Tako da takoj po osamosvojitvi imamo slovensko teritorialno obrambo, ki je imela seveda ključno vlogo v procesu osamosvajanja in tudi v vojni za Slovenijo. Teritorialna obramba je seveda in Slovenska vojska, ta njen razvoj lahko delimo v 4 obdobja. Od osamosvojitve pa do leta 1994 v tem obdobju gledamo na teritorialno obrambo kot na teritorialno obrambo, ki je začela z nekim, bomo rekli, naborniškim sistemom, ki je začela usposabljati naborniško vojsko. Od leta 1995 do leta 1999 beležimo predvsem usmeritev vojske v priprave, v vključitev v zvezo NATO in tudi, to je tudi obdobje, ko začne Slovenska vojska sodelovati v mednarodnem okolju. Potem nekako od leta 1999 pa do 2004 gre smer razvoja vojske v vključitev v zvezo NATO in tudi to je začetek profesionalizacije vojske. Potem pa gre razvoj nekako od leta 2005 pa do 2010 v integracijo v NATO in tudi v integracijo v vojaške strukture Evropske unije. Takoj, ko smo se osamosvojili, je bil seveda ključen problem, kje dobiti kader. Namreč v bivši JLA je bilo zaposlenih izjemno malo slovenskih častnikov in tudi podčastnikov, se pravi, bil je en velik kadrovski manko. Večina novih zaposlitev, kar se tiče častniškega kadra, je šlo predvsem iz vrst rezervnih oficirjev. Največ je bilo to Bilečancev, bili so tudi seveda iz drugih rodov rezervnih oficirjev. En tak večji problem je bil seveda tudi, da nismo imeli v Sloveniji neke tradicije, neke vojaške akademije, nekega vojaškega visokošolskega zavoda nismo imeli, se pravi, treba je bilo graditi in vzpostaviti tudi slovenski vojaški izobraževalni sistem. Zdaj, politika se je odločila in seveda tudi vrh vojske, da bo dovolj, da, bomo rekli, ta ključen poveljniški kader zapolnjujejo predvsem obramboslovci, pa tudi drugi diplomanti naravoslovnih tehniških smeri, ki so seveda po zaključenem študiju potem šli so se vpisali na šolo za častnike ali za šolo za častnike vojnih enot in potem zaključili častniško izobraževanje. Tako da Slovenska vojska je uvedla svoj izobraževalni sistem. To je bila seveda častniško izobraževanje, se pravi šola za častnike vojnih enot, potem podčastniška šola, ki je bila tudi prva vojaška šola v Sloveniji po osamosvojitvi, se pravi prva vojaška šola Slovenske vojske. Potem smo imeli pa še razna poveljniško-štabna izobraževanja, ki so bila za izobraževanje, za napredovanje v čin. Seveda, Slovenija je imela naborniški sistem do uvedbe poklicne vojske. Naborniški sistem je trajal 30 tednov, spreminjal se je kar veliko v 90-ih letih, nekako se je poenotil
leta 1995, ko se je uvedlo trifazni sistem in vojsko se je torej služilo 7 mesecev, nabornik je ponavadi zaključil vojsko največkrat vsaka generacija pred 7 mesecev, se pravi največkrat po 6 mesecev so služili vojaški rok. Vedeti pa moramo, da se je zanimanje za služenje vojske iz leta v leto je bilo manjše, se pravi tam po letu 2000 imamo izjemno majhno število nabornikov, ki je še služilo vojaški rok. Največ so se seveda odločali za civilno služenje ali so imeli ugovor vesti, nekateri so imeli razne zdravstvene omejitve in podobno. Slovenska vojska je tudi uvedla nove čine. Že tam v času pred osamosvojitvijo se je ta sistem činov, ki je obstajal še v Jugoslaviji, v Jugoslovanski ljudski armadi, se je začel deloma spreminjati, se pravi, spreminjalo se je poimenovanje nekaterih činov, recimo kapetana, vstotnika, zastavnika v praporščaka. In ta sistem činov, tudi oznak, se je seveda začel spreminjati. Uvedlo se je predvsem sistem poimenovanja činov iz časa Prve svetovne vojne in iz tega prevratniškega obdobja. Pri činih je seveda pomembno tudi to, da je bil v vojski dolgo časa v veljavi sistem tako zvanih srebrnih in osebnih činov. Srebrni čin je bil čin, ki ga je zasedal nekdo glede na položaj v sistemu, in ta srebrni čin je dostikrat odstopal od osebnega čina, lahko tudi za 2 čina. Ta sistem so potem ukinili, s tem, ko se je vojska profesionalizirala, ko je postala tudi poklicna. Uvedlo se je seveda z uvedbo Slovenske vojske se je seveda uvedlo tudi nove uniforme. Se pravi, nimamo več tistih starih uniform teritorialne obrambe. Teritorialna obramba je imela še v bistvu uniformo planinskih enot JLA. Edina razlika recimo v osamosvojitveni vojni je bila ta, da se je seveda menjalo zvezde s kokardami teritorialne obrambe oziroma z oznakami teritorialne obrambe. Se pravi, ta bivša uniforma se je zamenjala z novo maskirno uniformo. Uvedlo se je tudi službeno uniformo, potem seveda Slovenska vojska je kasneje uvedla tudi slovesno uniformo, potem posebne uniforme za potrebe garde, za potrebe orkestra Slovenske vojske. In seveda tudi nov način nošenja činov. Na maskirnih uniformah se je vedno nosilo čin na levem, oziroma se tudi danes nosi čin na levem naprsnem žepu, medtem ko se na službeni uniformi vedno nosi čine na ramkah. Se pravi, to so nekatere novosti, ki se jih je vpeljevalo. Seveda uvedlo se je tudi nova pokrivala, se pravi imamo kape, imamo čapke, za ženske imamo posebne klobučke, ki so v veljavi kot pokrivala v Slovenski vojski. Vojska uvede seveda nove oznake, potem uvedeni so tudi novi simboli, se pravi imamo sprva znak teritorialne obrambe, ki postane znak Slovenske vojske, se pravi znak je v obliki ščita, ki se zaključi na vrhu s stilizirano oznako obliko triglava, znotraj je trobojnica slovenska in ozadaj sta 2 prekrižana meča. Potem uvedena je himna Slovenske vojske, ki je naprej zastave slave, in uvede se tudi nova zastava Slovenske vojske, ki je v bistvu naša trobojnica z našimi barvami. Ni grba slovenskega, ampak v sredini je grb Slovenske vojske oziroma znak Slovenske vojske z napisom Republika Slovenija, Slovenska vojska. To so tudi torej te novi simboli.
ki se jih uvede v Slovenski vojski. Pa od vseh drugih novih, torej oznak, položajnih oznak, do oznak pripadnosti enot, rodov, ki se uvedejo, in tudi seveda tudi razna nova odlikovanja. Torej, v tem prvem obdobju od leta 1991 do 1995 govorimo še o teritorialni obrambi. Bile so pobude, da se uvede poimenovanje Slovenska vojska že leta 1991, ampak na nek spomin na to obdobje osamosvojitve so ohranili še teritorialna obramba in z novim zakonom o obrambi potem uvedli tudi preimenovanje v Slovensko vojsko leta 1995. Tako da v tem obdobju 1991-1994 imamo v bistvu dokaj nespremenjeno strukturo, kot je bila v času osamosvajanja. Se pravi, imamo še republiški štab teritorialne obrambe, to je danes identično kot recimo generalštab, ki se je pol imel pod sabo 7 pokrajinskih štabov teritorialne obrambe in ti so imeli pod sabo seveda še območne štabe. Potem smo imeli še različne, bomo rekli, brigade in različne preko 200 drugih enot in seveda 7 učnih centrov, ki so usposabljali nabornike oziroma nabornike teritorialne obrambe. Naj povem še to, se pravi, kaj je danes dan Slovenske vojske. Dan Slovenske vojske je v bistvu 15. maj, dan, ko so začeli služiti prvi naborniki v teritorialni obrambi in sicer v učnih centrih na Igu in v Pekrah. To se danes obeležuje kot dan Slovenske vojske. Se pravi, naborniki slovenski niso več odhajali na služenje vojaškega roka v JLA, ampak v teritorialno obrambo. V tem prvem obdobju, nekje do leta 1995, imamo torej približno okrog 3000 poklicnih vojakov, se pravi, mi jim rečemo stasovci, in okrog 5000 vojaških obveznikov. Se pravi, ponavadi je bila ena generacija tam v začetku, v prvem obdobju 90 let močna, tam okrog 5000 nabornikov, se pravi, imeli smo vojno sestava, ki je vse skupaj štela, torej tam okrog 54 000 pripadnikov teritorialne obrambe. Tukaj se seveda šteje tudi rezervo. Tako da nekje od leta 1995 naprej je pomembno to, da se je vojska v letu 1995 začela, bomo rekli, tudi povezovati z drugimi vojskami, se pravi, govorimo o neki mednarodni vpetosti Slovenske vojske. Slovenska vojska sodeluje na prvi mednarodni vojaški vaji v Združenih državah. S tem, ko se je 95. leta uvedla Slovenska vojska, se je tudi republiški štab preimenoval v generalštab Slovenske vojske in ta je imel seveda pod sabo operativna poveljstva in vojaška poveljstva ter zavode ter mirnodobno in vojno sestavo. Eno pomembno prelomnico pomeni seveda tudi leto 1996, to je seveda začetek tudi dialoga z NATO. Mi moramo vedeti, da se je Slovenija že leta 1994 vključila v partnerstvo za mir, ki je bila neka vstopnica za vstop v NATO. In v bistvu že takrat se je Slovenija tudi z resolucijo o izhodiščih nacionalne varnosti se je svojo vizijo obrambno varnost usmerila v kolektivno obrambo in tudi v vključitev v zvezo NATO. Leto 1997 je pomembno z tega vidika, da se je tudi Slovenija poslala tudi prvo, bomo rekli, misijo, oziroma Slovenija začne delujeti na mednarodnih operacijah in misijah. Prva mednarodna humanitarna operacija takrat je bila misija Slovenske vojske v Albaniji, ki se imenuje Alba. To je torej začetek
delovanja Slovenske vojske na mednarodnih misijah in operacijah. Seveda so slovenski vojaki že prej sodelovali v mednarodnih misijah, že v času JLA, oziroma že prej, ne? Ampak če govorimo kot pripadniki Slovenske vojske, je leto 97 ključno z sodelovanjem v misiji Alba. In seveda tudi snovanje, tudi bataljon za mednarodno sodelovanje. To je predhodnik današnjega 10. pehotnega polka oziroma 10. pehotnega bataljona. Nekako v letu 98 se zgodi ponovna reorganizacija Slovenske vojske. Vse gre v smer neke bolj majhne, učinkovite, dobro oborožene vojske, seveda in opremljene. Uvedejo se 3 operativna poveljstva, potem pride do preoblikovanja vojaških teritorialnih poveljstev, uvede se manevrske in prostorske sile ter sile za posredovanje. In v Sloveniji se torej leta 98 tudi odvija prva mednarodna vojaška vaja CAE, se pravi, to je prva mednarodna vojaška vaja, ki je tudi izven članic NATO, se pravi, ta je bila v Sloveniji. Potem po letu 2000 je vse usmerjeno v vključitev NATO. Torej, sprejeta je nova resolucija o strategiji nacionalne varnosti, Slovenska vojska dobi novo strukturo sil, se pravi sile za bojevanje, sile za podporo, potem sile za zagotovitev bojnega delovanja. Leta 2003 se razpusti operativna poveljstva in se uvede tudi poveljstvo sil Slovenske vojske in ustanovi se tudi center za usposabljanje v Vipavi. To je v bistvu izhodiščna točka, potem ko se uvede poklicna vojska za vsakega vojaka, ki se želi zaposliti v Slovenski vojski. Se pravi, prva stopnja je, da prideš na center za usposabljanje v Vipavi. Uvede se tudi projekt Provoj. Provoj pomeni to, da se je seveda usmerilo vse sile v zagotovitev, v usmeritev poklicne vojske z pogodbeno rezervo. Se pravi, deluje se, to obdobje zaznamuje nek prehod torej iz naborniške v poklicno vojsko, ki se je potem seveda zgodil z uvedbo poklicne vojske in potem seveda sledi ta znamenita vključitev v NATO marca leta 2004. Pomembno je to, da Slovenska vojska nima delitve na zvrsti, se pravi, nima delitve na kopenske sile, na zračne in pomorske, ampak ima v bistvu delitev na rodove. Pomembno, recimo tam v začetku, po letu 2000, je seveda tudi recimo projekt Bojevnik 21. stoletja, se pravi, da se posodobi vojaško opremo in oborožitev slovenskega vojaka, in kar je seveda tudi bilo seveda pomembno po tem obdobju, ko se je Slovenija vključila v NATO. Zdaj, kot sem že povedal, začetek delovanja Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah je torej v letu 1997, potem ko se je pa seveda Slovenija vključila v NATO, se je pa seveda to sodelovanje izjemno povečalo. Slovenija pač sodeluje na mednarodnih vojaških operacijah in misijah preko NATO, potem preko organizacije OVSE, preko OZN in preko Evropske unije. Se pravi, poznamo torej različne misije teh organizacij, v katerih sodeluje Slovenska vojska. Naj omenim, da seveda sodeluje tudi slovenska policija. In recimo take prelomnice na tem mednarodnem področju je recimo leto 2004,
ko se pošlje misijo ISAF v Afganistan, se pravi, ko se pošlje Slovensko vojsko v Afganistan, pa recimo večji kontingent leta 2007 na misijo KFOR na Kosovo, pa recimo leta 2006 misija OZN UNIFIL Libanon. Se pravi, teh misij ima Slovenska vojska veliko. Na misije Slovenske vojske je do sedaj šlo kar veliko število slovenskih vojakov. Iz zgodovine vemo, da vojska izvršuje tisto, kar ji naroči politika. Gotovo se bi po zgodbi iz Afganistana treba vprašati, oziroma politika se je morala vprašati, kako naprej. Ampak jaz bi sedaj vprašal, mi imamo profesionalno poklicno vojsko zdaj v Sloveniji, nimamo pa vojaške akademije. Zakaj nimamo vojaške akademije? V čem je tu problem? Ja, na slovenskem prostoru v preteklosti ni bilo tradicije neke vojaške akademije, da bi tle bila stacionirana. Imeli smo nekatere, bomo rekli, vojaške šole, recimo imeli smo to znano kadetski inštitut v Mariborski kadetnici, pa imeli smo recimo vojaško gimnazijo v Ljubljani. Problem trenutno je v tem, da mi nimamo vojaške akademije, imamo pa seveda svoj center vojaških šol, ki ima znotraj sebe seveda šolo za častnike, šolo za podčastnike, poveljniško štabno šolo in druge oblike vojaškega izobraževanja, niso pa ti programi del, bomo rekli, javnega izobraževalnega sistema, ne. Se pravi, to je še vedno neke vrste interno izobraževanje. Trenutno imamo edino, kar je v javnem izobraževalnem sistemu, je višja vojaška strokovna šola, kjer se izobražuje podčastnike. Tako da ostali programi pa niso še del, bi rekel, bolonjskega sistema. Se pravi, to je trenutno največji problem v Sloveniji. Zdaj, tako se je v preteklosti politika odločila in stanje, kakršno je seveda danes, kliče po tem, da je treba uvesti neke spremembe v vojaškem izobraževalnem sistemu.